sem po milosti otet, za roko me bo prijel in v domovino z njim bom šel. O, zares bo čudovit tisti dan. Pri Gospodu pa ni težkih dni, ne skrbi, bo srca ne pesti, saj poslavljanja več ni. O, Gospodu bom živel, ki za mene je trpel. O, zares bo čudovit tisti dan. Slaven bo tisti dan, ko v nebesa bom pozvan, ko k rešitelju bom vzet, ker sem po milosti otet. Za roko me bo prijel in v domovino z njim bom šel. O, zares bo čudovit tisti dan. Dragi otroci in tudi starejši, glavni junak zgodbe, o kateri bi rada z vami danes govorila, je August Pullman. Zgodba pa ima naslov Čudo. Ta deček se je rodil s hudo deformacijo obraza. Imenuje se s takim čudnim imenom Treacher-Collins sindrom. Naš Ogi živi z mamo, očetom, sestro Vijo in psičko Daisy. Cela zgodba v knjigi se začne takrat, ko se Ogi prvič vpiše v redno šolo, in to je v 5. razred. Pred tem je zaradi vseh zdravstvenih težav se šolal doma. Njegova edina želja pa je bila, da bi ga novi sošolci sprejeli in ga ne bi imeli končno za pošast. Želel si je, da bi ga imeli pravzaprav za čisto običajnega fanta, čeprav zdaj se že nekako zaveda, da to ni. Zgodbo v knjigi najprej pripoveduje Ogi, potem pa jo slišimo še iz drugih zornih kotov, ko govori njegova sestra, njegov največji sovražnik v šoli in tudi starši. Ta zgodba je pravzaprav čisto običajna zgodba, takšna kot so vse ostale. Polna je vzponov, padcev, smeha in joka. Takole pravi naš Ogi na začetku: vem, da nisem navaden deček. Mislim, že res, da rad počnem čisto običajne stvari. Rad jem sladoled, rad se vozim s svojim kolesom, se žogam in imam rad svoj Xbox. Te zadeve me delajo zelo, zelo običajnega, najbrž. In jaz se počutim čisto običajen, na znotraj. Ampak se pa tudi zavedam, da običajni otroci ne plašijo drugih navadnih otrok na igriščih, da ti kričijo in zbežijo proč. Vem tudi, da v čisto običajne otroke ljudje ne strmijo na cesti in na vsakem koraku. Če bi nekje našel čarobno svetilko in bi imel samo eno željo, bi si želel, da bi imel čisto navaden obraz, takšen, katerega ne bi opazil prav nihče. Želel bi si, da bi se lahko sprehajal po ulici, ne da bi se ljudje ali nagnilo obračali proč, ali strmeli, ali pa delali tiste čudne obraze. Takole mislim. Edini razlog, da nisem navaden, je to, da me prav nihče ne vidi kot običajnega. Ampak jaz sem se na tale svoj videz že čisto navadil in znam se pretvarjati, da ne vidim, ko ljudje strmijo. In to obvladamo že vsi v družini, oči, mami, sestra Vija in jaz. No, Viji to ne gre dobro od rok, saj tu pa tam kakšnega mimoidočega grdo nadere. Saj res, moje ime je August. In sploh vam ne bom opisal, kakšen sem na pogled,
ker je to najbrž huje od vsega, kar si vi sedaj lahko sploh zamislite. Takole se je Ogi počutil, predno je šel v šolo. Naslednji teden gremo v 5. razred. Ker še nikoli nisem bil v pravi šoli, sem čisto totalka in do konca prestrašen. Ljudje mislijo, da ne hodim v šolo, ker sem takšen, kot sem, ampak krive so operacije. Ljudje ne vejo, da sem jih imel kar 27, pa sem star šele 10 let. Ne morem reči, da sem si že od nekdaj želel iti v šolo, ker to ni res. Ampak želel sem si prijateljev. Želel sem si, da bi ljudje se družili z mano po šoli, pred šolo in počeli z mano čisto običajne stvari. Če boste prebrali knjigo, kar vam res priporočam, boste videli, da je Ogi moral prehoditi res težko in dolgo pot, da so se sošolci sploh začeli družiti z njim, da so ga spoznali in nekateri celo uživali v njegovi družbi. Danes bi vam rada povedala, da so otroci s posebnimi potrebami običajni, takšni kot Ogi, imajo iste želje. Želijo si, da bi se z njimi lahko pogovarjali čisto, sproščeno, navadno, da bi se igrali z njimi. Jih mogoče povabili na rojstni dan, se usedli zraven njih na kosilu. Včasih zaradi svojega izgleda, mogoče tudi vsiljivega pristopa, se jih ljudje izogibajo. Nekateri jih pomilujejo, nekateri se jih pa žal tudi bojijo. Ampak imam en predlog. Kaj pa, če bi naslednjič, ko srečate osebo s posebnimi potrebami, preprosto rekli: živjo, jaz sem Romana, kako je pa tebi ime? In saj veste, otroci in tudi odrasli, da vaja dela mojstra. Večkrat, ko si boste dovolili priti v stik z osebami s posebnimi potrebami, bolj boste sproščeni in tako boste lahko začeli uživati v njihovi drugačnosti. Kot uvod v današnje razmišljanje preberimo besedilo iz 2. Samuelove knjige iz 9. poglavja. David je rekel: ali je preostal še kdo iz Savlove hiše, da bi mu mogel izkazati milost zaradi Jonatana? Bil pa je neki služabnik iz Savlove hiše, Ciba po imenu, in poklicali so ga k Davidu. Kralj mu je rekel: si ti Ciba? Rekel je: da, tvoj hlapec. Kralj je rekel: ali ni več nikogar iz Savlove hiše, da bi mu mogel izkazati Božjo milost? Ciba je rekel kralju: še Jonatanov sin je, hrom na obe nogi. Kralj mu je rekel: kje je? Ciba je rekel kralju: glej, v hiši Amijelovega sina Mahirja iz Lo-Dabarja. Kralj David ga je dal pripeljati iz hiše Amijelovega sina Mahirja iz Lo-Dabarja. Ko je Mefibošet, sin Jonatana, Savlovega sina, prišel k Davidu, je padel na obraz in se poklonil. David je rekel: Mefibošet. Ta je rekel: glej, tvoj hlapec. David mu je rekel: ne boj se, kajti hočem ti izkazati milost zaradi tvojega očeta Jonatana. Vrnil ti bom vsa polja tvojega očeta Savla in vedno boš jedel pri moji mizi. On pa je padel na kolena in rekel: kaj je tvoj hlapec, da si se ozrl na mrtvega psa, kakršen sem jaz? Nato je kralj poklical Savlovega služabnika Cibaja in mu rekel: vse, kar je pripadalo Savlu in vse njegovi hiši, dajem sinu tvojega gospoda. Obdeluj mu zemljo s svojimi sinovi in hlapci in spravljaj pridelke, da bo imel sin tvojega gospoda kruha za živež. Mefibošet, sin tvojega gospoda, pa bo vedno jedel pri moji mizi. Ciba pa je imel 15 sinov in 20 hlapcev. Ciba je rekel kralju: vse, kar je moj gospod kralj zapovedal svojemu hlapcu, bo tvoj hlapec storil. Toda Mefibošet je pri moji mizi kakor eden izmed kraljevih sinov. Mefibošet je imel majhnega sina po imenu Miha. Vsi, ki so bivali v Cibajevi hiši,
so služili Mefibošetu, Mefibošet pa je bival v Jeruzalemu, ker je vedno jedel pri kraljevi mizi. Bil pa je na obe nogi hrom. V okviru slovenske konference je 2 leti nazaj z namenom, da se osebam s posebnimi potrebami izkaže potrebno skrb in se jim omogoči enakovredno vključenost v vse dejavnosti cerkvenega življenja, začela delovati služba za osebe s posebnimi potrebami. Osebe s posebnimi potrebami so med nami in naša krščanska dolžnost je, da jih vključimo, navdihnemo in usposobimo, da bodo lahko na različne načine služili Bogu in skupnosti. V ospredje dela z njimi postavljamo posameznikove zmožnosti in ne nezmožnosti. Naše vodilo pri delu je: vsi smo nadarjeni, potrebni za Božje delo in dragoceni. Ta globalna služba Adventistične cerkve zajema službo za in z ljudmi, ki imajo različne posebne potrebe. Govorimo o gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, osebah z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranih posameznikih, posameznikih s čustvenimi težavami ter sirotah in vdovah. V knjigi Pričevanja za cerkev nas Ellen White spodbuja k služenju tem najbolj ranljivim skupinam. Videla sem, da je Bog po svoji previdnosti vdove, sirote, slepe, gluhe, hrome in druge osebe, ki trpijo na različne načine, postavil v tesen krščanski odnos s svojo cerkvijo z namenom, da potrdi svoje ljudstvo in razvije njegov pravi značaj. Božji angeli opazujejo, kako ravnamo z osebami, ki potrebujejo naše sočutje, ljubezen in nesebično dobroto. To je Božji preizkus našega značaja. Če imamo resnično svetopisemsko vero, bomo čutili dolg ljubezni, prijaznosti in zanimanja do Kristusa v imenu njegovih bratov. In narediti ne smemo nič manj, kot pa izkazati svojo hvaležnost za njegovo neizmerno ljubezen do nas, ko smo bili še grešniki, nevredni njegove milosti, s tem, da bomo pokazali globoko zanimanje in nesebično ljubezen za te, ki so naši bratje, a imajo manj sreče kot mi. Ljudem s posebnimi potrebami smo po svoji krščanski ljubezni dolžni nuditi pomoč. Vendar se moramo zavedati tudi tega, da nam lahko tudi oni veliko ponudijo. Osebe s posebnimi potrebami ne želijo biti le odvisne od pomoči drugih, želijo in nekateri celo zmorejo služiti samim sebi in drugim. Nimajo le posebnih ali drugačnih potreb. Ravno tako kot vsak od nas, imajo tudi oni svoje sposobnosti, spretnosti in darove. Te darove, spretnosti in potenciale smo dolžni prepoznati in jih uporabiti. Tako bomo lahko njihovo drugačnost sprejemali v luči različnosti, ki ne nazadnje bogati in daje nove možnosti. Kristjani v svoji skupnosti ne smemo biti prepoznani le po tem, kar učimo, temveč predvsem po tem, kar delamo. O potrebi po služenju piše tudi Ellen White. V naših cerkvah je treba opraviti delo, katerega se mnogi niti ne zavedajo. Delo, ki še je skoraj nedotaknjeno. Kajti lačen sem bil, pravi Kristus, in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali. Viječi sem bil in ste prišli k meni. Evangelij po Mateju 25, poglavje 35 in 36 vrstica. Nekateri mislijo, da če za to delo dajo denar, je to vse, kar morajo storiti, vendar to ne drži. Finančne donacije ne morejo nadomestiti osebnega služenja. Prav je, da damo svoja sredstva in mnogo več ljudi bi moralo ravnati tako, toda skladno z njihovo močjo in priložnostmi se od vseh pričakuje osebna služba. Naša naloga je, da se pogovarjamo in načrtujemo, kako osebe s posebnimi potrebami vključiti v delovanje naše skupnosti. Pomembno je, kot smo že rekli, da imamo tu v mislih najprej posameznikove zmožnosti in ne njegovih nezmožnosti.
Žal, mnogi posamezniki s posebnimi potrebami živijo pod zastavo strahu in zavrnitve zaradi svoje individualnosti. Mi ne želimo zanikati težav in invalidnosti posameznika, a vendar želimo v ospredje postaviti dejstvo, da ima Bog načrt za vsakega človeka, ne glede na njegove težave in ovire. Vsi ljudje, tudi osebe, ki ne vidijo, ne slišijo ali ne hodijo, osebe, ki so osamljene ali žalostne, so izgubile življenjskega sopotnika ali otroci, ki so ostali brez staršev, ali pa se spopadajo z učnimi izzivi, smo ustvarjeni po Božji podobi. Zato je naša obveza, da jih vključimo, jim pomagamo, jih spodbujamo in usposobimo. Danes si mnogi želijo pripadati eliti, njim, ki v družbi veljajo kot ekskluzivna skupina. Ekskluzivnost pomeni, da ni za vsakogar. Povezana je s prednostmi in privilegiji, ki veljajo samo za določene posameznike ali skupine. Osebe s posebnimi potrebami so v naši družbi še vedno, žal, prikrajšane in tudi izključene. V družbi se posebne potrebe obravnavajo kot prizadetost, kar mnogokrat vodi do negativnega označevanja ali celo do segregacije ali stigmatizacije osebe. Kakšen odnos ima krščanska cerkev do ljudi s posebnimi potrebami? Kakšen odnos ima do njih, ki so videti drugačni? Kakšen odnos ima do zapostavljenih? In kakšen odnos imamo do teh oseb Kristusovi sledilci? Če je cerkev resnično Kristusovo telo, mora vsekakor biti vključujoča cerkev. Ekskluzivnost nikakor ne sodi med krščanske vrednote. V Jakobovem pismu v 2. poglavju beremo od 1. do 9. vrstice. Moji bratje, svoje vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa, Gospoda veličastva, ne združujte s pristranskostjo. Če pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom in v bleščeči obleki, pride pa tudi revež v umazani obleki in se naklonjeno ozrete na tistega, ki nosi bleščečo obleko, te rečete: Sedi sem kaj na udoben sedež, revežu pa rečete: Ti stopi tja, ali sedi k mojim nogam. Mar niste delali razlike med seboj in postali sodniki s hudobnimi mislimi? Poslušajte, moji ljubi bratje. Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu, a bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil vsem, kateri ga ljubijo? Vi pa ste osramotili reveža. Ali vas ne zatirajo in vlačijo pred sodišča prav bogati? Mar ne sramotijo ravno ti čudovitega imena, ki je bilo klicano nad vas? Če torej po pismu izpolnjujete kraljevsko postavo, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, ravnate prav. Če pa ste pristranski, delate greh in postava vas razkriva kot kršilce postave. Apostol Pavel v 1. pismu Korinčanom cerkev opisuje kot telo, kot organizem sestavljen iz mnogih delov, ki so medsebojno odvisni in kjer je vsak del nenadomestljiv. Če katerikoli del ali ud manjka, je telo nepopolno. Svari nas, naj ne zanemarjamo ali podcenjujemo nobenega dela telesa, saj je to lahko nevarno in nespametno. V fizičnem telesu so nekateri organi res majhni in na videz neprivlačni, a še kako pomembni. Morda smo včasih zbegani in žalostni, ker nismo zmožni ozdraviti gluhih, slepih, paraliziranih ali kako drugače prikrajšanih ljudi, ki nas obkrožajo, tako kot so to storili Jezus in apostoli. Zdi se, kot da se čudeži danes ne bi dogajali. Vendar pravi čudež ni to, če danes ozdravimo invalide ali bolne ljudi. Pravi čudež je, če v posameznika s posebnimi potrebami
ne stremimo, ga ne pomiljujemo, se do njega ne vedemo pokroviteljsko, temveč ga sprejmemo kot enakovreden del Kristusovega telesa, njegove cerkve. Svetopisemskega stališča imajo tudi oni perspektivo v Božjem kraljestvu. Bog jih uvršča med ostanek svojega ljudstva. V knjigi preroka Jeremija v 31. poglavju od 7. do 9. vrstice je zapisano: Kajti tako govori Gospod: Vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte po glavarju narodov. Oznanjajte, hvalite in govorite: Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. Glejte, pripeljem jih iz severne dežele in jih zberem od koncev zemlje. Med njimi tudi slepe in hrome, noseče in porodnice hkrati, velik zbor se jih vrne sem. Odstotek ljudi s posebnimi potrebami se v družbi ne zmanjšuje. Bog jih nikoli ni odstranil, niti s čudežem. Namesto tega je svoje ljudstvo in cerkev vedno učil, kako naj se jim približa. Takšni posamezniki nikoli ne bi smeli biti diskriminirani, prezrti ali celo zatirani. Pravzaprav bi v njih morali videti potencial in jih vključiti v različne dejavnosti cerkvenega življenja. V 3. Mojzesovi knjigi v 19. poglavju v 14. in 15. vrstici piše: Ne preklinjaj gluhega in slepemu ne nastavljaj spotike. Boj se svojega Boga. Jaz sem Gospod. Ne delajte krivice pri sodbi. Ne bodi pristranski do ubožca in ne klanjaj se velikemu. Pravično sodi svojega bližnjega. Izaija nas v 35. poglavju od 4. do 6. vrstice spodbuja: Recite njim, ki so plahega srca: Bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog. Maščevanje prihaja, Božje povračilo, on prihaja, da vas reši. Tedaj bodo spregledale oči slepih, gluhim se bodo odprla ušesa. Tedaj bo hromi skakal kakor jelen, jezik nemega bo vriskal, kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v pustinji potoki. V 9. poglavju Evangelija po Janezu od 1. do 12. vrste je zapisana zgodba o slepem, ki mu je Jezus povrnil vid. Beremo. Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril: Ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak da se na njem razadenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: Pojdi in se umij v vodnjaku Siloa, kar v prevodu pomeni poslani. Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. V tej zgodbi so učenci Jezusu zastavili vprašanje, ki kaže na predsodke in mite, ukoreninjene med Judi in tudi med kasnejšimi kristjani. Ti so okvaro pri človeku videli kot posledico greha posameznika ali celo njegovih prednikov. Ellen White v knjigi Jezusovo življenje piše: Satan, začetnik greha in vseh njegovih posledic, je napeljal ljudi k temu, da imajo bolezen in smrt za nekaj, kar prihaja od Boga, za kazen, ki je samovoljno naložena za greh. Jezus to mnenje zanika. Še več, človekovo invalidnost označuje kot možno priložnost, da v trenutku pokaže Božjo milost in moč. V zgodbi Jezus slepega ozdravi z navadnim blatom in vodo, nič posebnega ali zapletenega ali morda celo prefinjenega. Jezusu je bilo še kako mar za osebe s posebnimi potrebami.
Tudi kristjani se moramo neprestano zanimati za ljudi, ki jim lahko pomagamo. V svetu materializma in sebičnosti, v katerem živimo, bi si morali pogosto zastaviti vprašanje: ali obstaja kdo, ki mu lahko pokažem Božjo ljubezen, Božjo dobroto? Kje so ljudje, ki me potrebujejo? Vsi, ki obiskujejo naše molitvene domove in skupaj z nami častijo Boga, nam morda niso podobni. Lahko imajo različne fizične ali duševne težave. Med nami so sirote, vdove, starejši. Ti ne potrebujejo le slišati tega, kar se govori v cerkvi, temveč morajo skozi češčenje Boga z nami tudi začutiti prijazno Božje sporočilo. Ne boj se, jaz sem s teboj. Pomagal ti bom. Ljubim te. Izkazal ti bom dobroto. Verniki cerkve moramo biti vedno skrbni in sočutni do vseh obiskovalcev molitvenih domov. Vse, kar v življenju počnemo, mora biti storjeno s prijaznostjo in v skladu z Božjo voljo. Kristjani bomo s tem, ko smo ljubeznivi do drugih, nagrajeni z veliko sreče. To lahko potrdi vsakdo, ki je vsaj enkrat v življenju izkusil resnično ljubezen. Naše cerkve in domovi morajo biti odprti za vse ljudi, predvsem pa za ljudi v stiski in tiste s posebnimi potrebami. Pri vključujočem pristopu okvara, invalidnost ali omejitve, ki jih lahko prepoznamo v življenju oseb s posebnimi potrebami, za nas ne smejo biti najpomembnejše. To, kar mora biti najpomembnejše, so posameznikove sposobnosti, darovi in potenciali, za katere bi morali najti priložnost, da jih uporabimo. Ljudje s posebnimi potrebami potrebujejo naše spoštovanje. Ceniti bi morali njihovo posebno osebnost in z njimi ravnati enako kot z vsemi drugimi. Od njih ne smemo pričakovati, da se bodo preprosto prilagodili, saj v mnogih primerih popolna prilagoditev ni možna. Vključujoč pristop pa predvideva medsebojno sodelovanje. Pri oblikovanju vključujočih cerkvenih skupnostih je lahko zelo uporabna preprosta strategija 5B. Prvi B. Brez ovir. Ni potrebno odpraviti le fizičnih ovir, na primer za ljudi na invalidskih vozičkih. Potrebno je odstraniti ovire v naši komunikaciji in ovire naših predsodkov ali nerazumevanja. Drugi B. Brez skrbi. Ne bojmo se stika z drugačnimi od nas, zgradimo skupnost, v katero se takšni ljudje ne bojijo vstopiti in postati del nje. Tretji B. Biti blizu za tiste, ki nas potrebujejo. Mnogi posamezniki s posebnimi potrebami imajo omejene možnosti pri pridobivanju novih družbenih stikov in pričakujejo več kot le obiskovanje sobotnega bogoslužja enkrat na teden. Sprejmimo to kot spodbudo, da postanemo kristjani 7 dni in ne le 7. dni. Četrti B. Biblijski pogled na ljudi s posebnimi potrebami. Nikjer v Svetem pismu ne bomo našli podatka, da je Bog kdaj zavrnil ljudi s posebnimi potrebami, a ravno nasprotno, z njimi se je celo poistovetil. 5. B. Biti skupaj in graditi cerkev. Naša prednost je ustvariti Kristusovo telo in njegov živi tempelj, v katerem imajo svoje mesto in poslanstvo vsi sledilci, ne glede na njihove človeške slabosti, omejitve ali tako imenovane posebne potrebe. Bog je velik in ljubi prav vse ljudi. Skozi druženje z nami lahko osebe s posebnimi potrebami prejmejo dediščino skrbi in milosti njihovega nebeškega očeta. Bog je vedno pripravljen blagosloviti vsakega posameznika. Ellen White nas opominja.
Delo za ljudi v stiski, zatirane, trpeče in obubožane je delo, ki bi ga že zdavnaj morala upravljati vsaka cerkev, ki verjame v resnico za ta čas. Izkazati moramo nežno sočutje Samarijanki pri oskrbi s fizičnimi potrebščinami, nahraniti lačne in pripeljati reveže v naše domove. Božji angeli opazujejo, kdo od njegovih sledilcev bo usmiljen in bo sočustvoval z njimi. Opazujejo, kdo izmed Božjega ljudstva bo izkazal Jezusovo ljubezen. Naj naša cerkev pokaže pravo usmiljenje in sočutje do posebnih ljudi, ki imajo posebne, čeprav omejene priložnosti. Tako bodo na koncu zemeljske zgodovine mnogi od tistih, ki živijo v naši bližini, imeli prednost sedeti za mizo nebeškega kralja in skupaj bomo lahko uživali večni kruh zdravja, radosti in sreče. Takšna vključujoča cerkvena skupnost lahko že sedaj, tu na zemlji, nudi žive izkušnje sedanjega Božjega kraljestva. To je lahko živa priča o Bogu, ki ne bo zavrgal nikogar, ki pride k njemu. Bog nas po svojem preroku poziva in vabi. Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom. Molimo. Naš nebeški Oče, naj ustvarimo skupnost, ki bo odprta za vse, ki hrepenijo po tvoji milosti in ki so ti pripravljeni slediti ne glede na svoje slabosti ali celo posebne potrebe. Naj se tvoja moč izkaže popolna v naši šibkosti. Odpri naše oči, dragi Bog, in naša srca, da bomo znali in zmogli pristopiti k delu ter postali vključujoča in ljubeča cerkev. Hvala ti, Oče, da ni nihče izključen iz tvoje ljubezni in blagoslovov. V Jezusovem imenu. Amen.